Zdaj imamo eno vprašanje, ki ga je poslala Nika in sicer pravi: Živijo Gorazd in Andrej. Mene pa zanima, kaj je tista stvar, ki vaju pri obisku spletne trgovine ali storitve tako navduši, da si rečeta, wow, to pa je next level. In kaj vaju tako zmoti, da tam ne bi pustila niti centa? Mene recimo zmoti to, da pridem na stran iz e-novic in je prva stvar, ki skoči gor, banner za prijavo na e-novice. Lahko data poslušalcem kak nasvet, kako se temu izogniti? Tako zanimivo vprašanje. Kaj bi tebe navdušalo pri nekem izdelku pa storitvi? Jaz sem kar nekaj časa razmišljal, kaj bi rekel, kaj je primer tiste storitve ali pa tako. Pa ne moram zdaj izpostaviti ene točno določene strani ali pa nekega produkta, ampak se mi zdi tiste, ki poleg izdelkov, ki so seveda meni neki zelo aktualni, pa tako, kar sem iskal, mi dajo tudi en tak moto, v katerega verjameš. Ne vem, jaz doskrat grem na Patagonijino stran, pa nimam namena kupiti, ampak mi pač njihov vsebino teh ljudi zanimiv brati in tako. Mogoče mi ti pol produktov niti ni všeč, ampak sem pa reden bralec pa tistih njihovih newsletterov, novic in vsega tega. Dočim kakšnih drugih, ker mogoče bom pa kaj kupil, niti ne bom tako redno spremljal, ok, bom takrat pogledal, ko nekaj rabim. Kaj pa tebe, recimo, imaš kakšno tako stran? Ali pa storitev, vse po malo so app-je. Nimam nekega primera, kakšne strani so mi hude, ki imajo take daily deale, ampak se jih probam izogibati ravno zaradi tega, da nisem preveč potrošniški. Ampak bi se strinjal s tabo, pač jasno, ponudba je na prvem mestu, drugo je pa potem, maybe to, da dobiš nek občutek community ali pa da je neke te usklajenosti vrednot. Bi si pa lahko zamislil kar neki failerjev, ki jih lahko naredi nek spletni trgovec, ki bi me ful odbil. Torej, ne vem, ko primerjam kakšne stvari, da so slike ali slabi kvaliteti ali pa pač, da so enostavno slabe slike. Torej, ne vem, iščem nov case za telefon, ful me zanima, ama na dnu ta charging port odprt ali zaprt, torej ta dela bom jaz lahko od spodaj normalno po swipu in brskaš po teh straneh in nimajo take slike, da bi se to res dobro videl. A ne, tako, kaj? Druga, pa so neke take smešne forice, kot je, prideš iz newslettera na spletno stran, torej clearly sem prijavljen na novice in dobim banner za novice, to so pač začetniške težave, ali kakorkoli bi temu rekel, ne? A misliš, da je to pomanjkanje znanja ali tega, da je mogoče nekdo to malo tako zamahnil, da to pa ne rabeš biti pozoren? Sej verjetno tem ljudem v nekih teh brandih je dosti jasno, da če nekdo enkrat prijavljen, da se ne more obvesti. Moje pomanjkanje znanja oziroma še prej pomanjkanje tehnologije oziroma povezanosti podatkov. Sej, če se spletna stran pa e-mail sistem ne vesta zares drug za drugega, potem težko to uskladiš, ne? Ne vem, že leta nazaj, ne vem, MailChimp imel to foro, da si pač v link potem dodal nek parameter, po katerem je potem pop-up sistem od MailChimpa vedel, da si prišel iz maila. Tako, tak čist primitiven sistem, brez da sploh veš, kdo je oseba na spletni strani. Ampak s tem se začne, ko pa enkrat ti rešiš ta problem, da ne prikazuješ prijavljene novice tem, ki so že prijavljene novice, pa v resnici dobiš orodje, ki omogoča še kaj drugega, torej tudi, da prikažeš primerno ponudbo ali pa segmentirano ponudbo samo enemu segmentu ali pa glede na lokacijo, iz kjer je nekdo prišel, pa vse take stvari se ti odprejo, ne. Ampak, če nimaš povezanih podatkov, tega se to greš težko, ne. No, recimo na Patagonijinem caseu bi videli, da jaz rad berem vsebino, pa bi mogoče zmotivirali, da jaz kaj pošeram, ka vidi, da nekaj nisem pa velik nakupovalec, ne. Pa mogoče pa tako kakšnega pripeljem, tako da. Cool.